Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je danes vložila zahtevo za sklic nujne seje Odbora za gospodarstvo Državnega zbora z eno točko oziroma z temo, da dodatno obremenjevanje gospodarstva ne vodi Slovenije iz krize in tudi ne prispeva k rasti ter novim delovnim mestom. Zakaj to govorimo? Zaradi tega, ker se vlada tudi skozi najavo številnih davčnih zakonov, kot tudi proračuna, loteva reševanje problema na napačni strani. Loteva se reševanje presežnega primanjkljaja proračuna z novimi davki, ki obremenjujejo gospodarstvo in ljudi, medtem ko ne naredi dovolj praktično nič na obvladovanju tekočih odhodkov, zlasti neproduktivnih odhodkov in tistih odhodkov funkcioniranja države, ki jo pred kakimi 5-10 leti nismo poznali in bi z neko racionalizacijo lahko prišli tudi do precej okleščenja nekaterih neproduktivnih odhodkov. Torej, Slovenija se kljub okrevanju v evroobmočju zaradi takšne politike še vedno nahaja v recesiji in tudi luči na koncu tunela žal ni videti. Gospodarstvo opozarja in vesel sem včeraj tudi izjave guvernerja Banke Slovenije, gospoda Jazbeca, da gospodarstvo ne prenese več dodatnih obremenitev. Zato so seveda vsi napovedani dvigi davkov, novi davki, ki so se že zgodili in tudi tisti dodatni stroški gospodarstvu, ki niso povezani z davki, naprimer povečanje vinjet tudi za kombinirana vozila za več kot 100%. To so ukrepi, ki ne prispevajo k zagonu gospodarstva s tem novim delovnim mestom, temveč ravno nasprotno. Bojim se, da številni ukrepi, ki jih je sprejela prejšnja vlada, izvaja jih ta vlada, to je ukrepi za sanacijo bančnega sistema, ukrepi za boljše, učinkovitejše upravljanje državnega premoženja, ne bodo obrodili sadov, če gospodarstvo ne bo razbremenjeno in začelo funkcionirati in seveda tudi ustvarjati nova delovna mesta. Eksterno okolje za gospodarstvo se izboljšuje. Saj Evropska unija oziroma trgi, kjer so tradicionalno dobri za Slovenijo, beležijo okrevanje in neke pozitivne signale. To pomeni, da imamo okolje, ki bi lahko zagotovilo tudi Sloveniji rast. Seveda pa moramo tudi sami narediti to, da gospodarstvo to rast v tem neizprostnem konkurenčnem boju s tujo konkurenco dobi slovensko gospodarstvo, seveda to slovensko gospodarstvo ne smemo in ne moremo dodatno obremenjevati. V sklicu oziroma v tej zahtevi smo navedli kar 10 ukrepov, ki so dodatno obremenili gospodarske subjekte oziroma so najavljeni, da jih bodo. Od seveda dviga obeh stopenj davka na dodano vrednost, potem novega davka od prodaje srečk, potem napovedan davek na nepremičnine, dvig katastrskega dohodka, preprečevanje nadaljnjega padanja davka od dohodkov pravnih oseb, napovedane višji prispevki za zdravstveno zavarovanje, omenil sem tudi že vinjete. Zelo problematično je tudi odprava avtomatskega usklajevanja zneskov davčnih olajšav in letne in davčne lestvice pri dohodnini. Namreč to pri isti neto plači pomeni dodaten večji strošek za delodajalce, to se pravi večji strošek dela in posledično manj konkurenčno gospodarstvo. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki tudi izražamo protest zoper tako zasnovan davek na nepremičnine, kot smo ga zasledili v medijih. To bo spet dodatno onemogočilo gospodarske subjekte, nekateri bodo zaradi tega tudi opustili načrtovane investicije. Slišali smo zelo jasno za primer uspešnega slovenskega podjetnika Krapoviča v Beli krajini, ki se prav zaradi tako nepredvidljivega oziroma tudi neugodnega poslovnega in davčnega okolja v tej državi odpoveduje pomembni investiciji. Seveda tudi tujih investicij v Sloveniji ni, sej v takšno državo, kjer vlada ne samo negotovost, temveč se tudi poslabšujejo razmere za vlagatelje oziroma za gospodarstvo, seveda nihče ne želi vlagati in gre raje tam,
kjer so to okolje prijaznejše. Torej, mi s to izredno sejo želimo upozoriti na nesprejemljive, nedopustne dodatne obremenitve za gospodarstvo, kajti le gospodarstvo je tisto, ki lahko potegne Slovenijo iz krize in gospodarstvo, tudi sami gospodarstveniki pravijo, ne prenese več dodatnih obremenitev. Davek na dodano vrednost je bil tisti zadnji davek, ki ga je gospodarstvo še na nek način nemo spremljalo, čeprav menimo, da je bil slab in da bo prinesel več škode kot koristi in bistveno manj pričakovanega finančnega izplena. Vendar vsi nadaljni davki, kot se sedaj dogaja, so dodatni streli v že tako onemoglo slovensko gospodarstvo. Torej, jaz sem prepričan, da če bomo imeli tudi v prihodnje tak mačehovski odnos do gospodarskih subjektov, da za manj pričakujemo od tega gospodarstva, da bo financiralo davke in tolikšno državno porabo, kot si jo zamišljajo v proračuni za prihodnji 2 leti. Za manj lahko pričakujemo, da bo to gospodarstvo, ki se mu slabšajo pogoji, sposobno financirati funkcioniranje državnega aparata, zdravstva, šolstva in vseh ostalih podsistemov te družbe. In zato menim, da je ta politika, ki temelji seveda na dodatnem obdavčevanju, namesto da bi posegla po racionalizaciji lastnega funkcioniranja, da je taka politika škodljiva, neodgovorna in zelo kratkoročna. Torej, na dolgi rok na tak način ne bo šlo. Jaz sem celo prepričan, da bo evropske inštitucije opozorile Slovenijo na tak pristop v nadaljnjih tednih oziroma mesecih in da seveda bomo imeli še globlje težave z zapiranjem proračuna oziroma financiranjem proračunskega primanjkljaja oziroma z zadolževanjem v prihodnje. Torej, ta seja je namenjena diskusiji na to temo, ponovnim opozorilom vlade. Jaz upam, da bodo na tej seji tudi gospodarstveniki še enkrat jasno povedali svoje odklonilno stališče in da bomo, morebiti, poslanci pač to lahko izkoristimo, več ne moramo narediti, tudi prepričali odgovorne snovalce ekonomske politike, da prisluhnejo pričakovanjem in potrebam gospodarstva. Upozoril bi samo še na ta dokument, ki so ga predstavniki gospodarstva ponudili vladi, to je tako imenovan kisik za gospodarstvo. V njem so seveda navedli tudi številne predloge. Izredno smo razočarani, s kakšnim posmehom je bil ta dokument pospremljen v vladi in v nekaterih koalicijskih strankah, kar ne more mimo komentarja, ki si ga je privoščila predsednica odbora Državnega zbora za gospodarstvo, gospa Alenka Pavlič, ki je povedala, da je ta predlog gospodarstva neke vrste mineštra in mokre sanje gospodarstva. Tudi minister za gospodarstvo je izrazil odklonilno stališče do teh predlogov. Tako da se počasi sprašujemo, ali so v tej vladi res vsi tisti najbolj pametni, ki vedo v državi, kaj je treba narediti in da so gospodarstveniki očitno, ki plačujejo funkcioniranje teh istih politikov, očitni taki nevedneži, da ne vedo, kaj je dobro za funkcioniranje njihovih podjetij oziroma za funkcioniranje slovenskega gospodarstva širše gledano. Torej, na tem priloga tej sklicu izredne seje je seveda tudi ta dokument in ambicija na tem odboru je, da vlado prepričamo, da z dodatnimi novimi obdavčitvami ne bomo išli iz krize, da je potrebno dodati kisik gospodarstva oziroma prisluhniti potrebam gospodarstva in tudi zavezujemo vlado, da se opredeli do predlogov gospodarstva v relativno kratkem.